Danes bomo priča enemu, domnevam, izredno zanimivemu in iskrivemu pogovoru, ki ga bo vodil gospod Edvard Kovač. Njegova gosta bosta pa pisatelj Alojz Rebula in kardinal Franc Rode. Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi ljubitelji slovenske besede, besede, ki je pristna, besede, ki je sposobna izraziti tudi tisto, kar je najglobje v človeku, besede, ki se približuje tudi neizrekljivemu. Veliko veselje mi je, da lahko tudi sam pozdravim njegovo eminenco, gospoda kardinala Franca Rodeta. Naj povem, da sem imel srečo v življenju, da je bil gospod kardinal najprej samo profesor in kot profesor nas je mlade navduševal, ne samo za misel o onkrajnosti, ampak predvsem za misel o človeku, za tisto, kar je najlepšega v človeku. Navduševal nas je za umetnost, za ustvarjalnost. In tukaj mu moja generacija mladih intelektualcev ali pa kristjanov tistega časa veliko dolguje. In zraven njega je starost, da bi človek skoraj rekel, vseh sodelujočih v družini, se pravi v časopisu, ki tedensko objavlja njegove izpovedi, njegova razmišljanja. Lahko rečem, da je pisatelj Alojz Rebula tudi sam zaznamoval mojo generacijo, saj smo se v začetku 70-ih let tudi njegovih besedil učili na pamet, kajti tukaj šlo za krščansko avanturo ali za najglobjo človeško pustolovščino, veselje in radosti za nek preboj v onkrajnost. Oba tukaj navzoča naša gosta, kako sem nakazal, sta več kot ljubitelja slovenske besede, imata navdih, da iščeta njeno lepoto, njen izraz. Pa bi prišel kar k prvemu vprašanju, bi začel z vami, vaša eminenca. Kaj za vas pomeni lepota in v kakem odnosu ste potem z samim leposlovjem, s tisto zvestjo človeške besede, ki vas vodi k neskončni lepoti? No, če odgovarjam z latinsko definicijo lepote, splendor forme, sijaj oblike. Se pravi, to, kar je perfektno, kar je dovršeno v svoji obliki. Naj bo to drevo, naj bo to srna, naj bo to človek, naj bo to morje, naj bo to gora, karkoli. Kar je lepota, bi rekel, dovršenost v obliki. Zdaj, zanimivo, in tukaj bi jaz takoj prišel na našega današnjega slavljenca, sem mu rekel Le jour de gloire est arrivé iz Marsejeze za gospoda profesorja Rebula. In jaz bi rekel, kako profesor Rebula v vseh svojih spisih, bodi si v svojih dnevnikih, naprimer Vrh bogov, dnevnik iz Severne Amerike, ali v romanu Zeleno izgnanstvo, ali v romanu Sivilnem vetru, ali karkoli, kjerkoli, profesor Rebula ima izredno žlahten, občuten odnos do lepote. Predvsem zanimivo, mu je blizu svet narave. In ta svet narave je za profesora Rebula poln sporočila. Stvari niso tope, stvari niso enodimenzionalne,
stvari imajo več razsežnosti. Vsaka stvar ima in vsaka lepota ima več dimenzij, več razsežnosti. Ima neko sporočilo. In profesor Rebula, tukaj sem si zapisal njegov citat iz Goetheja, ko pravi: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Vse minljivo je samo prispodoba. Vse to, kar vidimo, je to, kar je, in je hkrati prispodoba nečesa drugega. Ali da se opiram na mnenje nekega francoskega pisatelja, ki mi je zelo blizu in ki je tudi poznal in bil v Sloveniji, Julien Green, v svojem dnevniku pravi tole: Če ne gledaš pozorno vidnega sveta, ne moreš dojeti nevidnega. Vidni svet ne zastira nevidnega, nasprotno, nevidni se odseva v vidnem. Se pravi, da ima vidni svet neko sporočilo. Vidna lepota ima neko sporočilo. Govori o nečem, kar tisto vidno presega. Se pravi, da nekaj naznanja. Naznanja neko končno, dokončno dopolnitev. Z teološkim izrazom bi rekel, vse vidno naznanja novo nebo in novo zemljo. Je pa seveda lepota, in tukaj bi se oprl na dva pesnika, na Baudelaireja, francoskega pesnika Baudelaireja, ki pravi: O beauté pur fléau des âmes. Kako bi to prevedli, Edi? O lepota, strašno trdi bič za duše. Ali Balantič, ki pravi: strašno me mučiš, lepota. Tukaj to so zelo globoke stvari in zelo resnične. Bogatstvo, no, jaz sem že predolg, hvala, prostite. Pravijo, da se ob lepoti začne trenutek večnosti in to pomeni, da je vaša beseda pristna, avtentična, če ste pozabili na čas. Gospod profesor Rebula, poznamo vas kot tistega, ki je išel iz antične kulture, se pravi, ste profesor klasičnih jezikov, ste tisti, ki ljubi antični svet, klasično kulturo. In kako bi se vi prepoznali v izreku Pitagorejcev, ki ga je potem prevzel tudi Platon, namreč, da po lepoti prihajamo k resnici. Ali ta lepota, navsezadnje celo ta strašna lepota, ali tudi lepota križa, se pravi, ne sprašujem vas po tisti dekorativni lepoti, estetiki kot taki, ampak po tej duhovni lepoti, ki vam razpira pot tja, kamor človeška noga še ni stopila. Izvolite. Ja, jaz ne bi zapel spet hvalo lepoti, kot je gospod kardinal, ker je zame lepota evidenca v Bogu samem. Ne vem, kaj bi bil Bog brez lepote. Vidim pa en argument, tako rekoč, iz nasprotnega konca za to. Iz tega, kako moderna doba, ki odklanja, kot vemo, transcendenco, obenem tudi na marsikaterem področju odklanja lepoto. Na misel mi prihaja recimo to, da je izginila recimo praktično, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi, literarna kritika.
namreč estetska kritika. Kritika, ki išče v nekem delu ne toliko, ne samo njegove vsebine, njegovega sporočila, ampak tudi njegovo formo, njegovo lepoto. Lepota danes sploh ni omenjena v literarni, kritični literaturi. Omenjajo se vse mogoče reči, omenjajo vse mogoče izmi, ampak bralec oziroma kritik bralec sploh ne čuti elementa lepote v njem. Da Goetheja, ki je bil včasih moj bog, danes ni več, imam namreč svoje rezerve, pa imam veliko spoštovanje ob stavku, ki ga je citiral gospod kardinal, kar kaže, da je Goethe kljub svojemu manifestativnemu poganstvu dejansko slutil transcendenco. Ker ta stavek je dejansko stavek za obstoj transcendence. Za obstoj tega, kar ne vidimo, tipamo, ne dosegamo s svojimi razumom in tudi ne s svojo tehniko, svojimi instrumenti, ampak to, kar v bistvu le obstoja in je. In če obstoja in je, obstoja na neki način, ki je višji od našega obstoja, ki je komaj vreden imena obstoj. Te dni me je Nikolo, da bi napisal en kredo o minevanju. O nekem stvari, ki je tudi izginila iz moderne literature, kot je izginila iz moderne civilizacije, kajti vse se obnaša, kot da smo ustvarjeni za večno, kot da časa ni. Vse je neka zaljubljenost v trenutek. Dejansko pa vemo, da iz neke globje resničnosti, da mi smo prah in pepel in ne samo iz krščanske vizije, ampak tudi iz poganske vizije, tudi iz antične vizije. Mi smo absolutna minljivost. Smo in nismo. A vsa naša težnja je po nečem, da bi bili. Ne da bi bili senca, ali slutnja, ali strah, ali tesnoba, ampak da bi bili nekaj absolutno sigurnega, nekaj absolutno odprtega in svetlega. Hvala lepa, vaša eminenca, če lahko nadaljujem to spraševanje okoli opusa gospoda Rebule. Namreč v tej spremni besedi, ki je zelo združujoča, če lahko rečem, nakažete, da je pisatelj Alojzij Rebula blizu Pascalu. To je, ali da je na trenutek celo rečete, da po svojem stilu presega Pascala. Po poetičnem stilu. Po poetičnem stilu, ja. Se pravi, to je, bomo rekli, nek kompliment, ki ga doslej še noben slovenski pisatelj ni dobil od vas. Smo lahko veseli, da imamo takšnega duha med nami. Tudi seveda vemo, da je Pascal izkril zelo avtentično zastavi tudi življenje za tisto misel, ki jo ima. Ampak potem omenjate tudi pisatelja Rebulo v sklopu drugih pisateljev Bernanusa in ker vas poznamo kot velikega poznavalca in ljubitelja francoske poezije, literature, saj nekaj ste celo navedli danes, vas vprašam, če bi hoteli našega pisatelja Rebulo postaviti v neko sobesedilo ali kontekst francoskih pisateljev, kako bi rekli, bi ga uvrstili ali pa bi rekli, v družbi katerega bi se znašel? Torej, vprašanje ni lahko. Jaz mislim, da je pri Alojzu Rebuli nedvomno neka v kredu, recimo v tej knjigi Kredo, da je dosti klodeljanskega, da je blizu Polu Klodelu. Mislim, recimo, ta granitna vera pri Klodelu, to
zasledim tudi pri Rebuli. Mi bo ugovarjal, da se on bori za tako trdno vero. Ne? Pri Klodelu je bila to od tistega 25. decembra 1886 je bila pravzaprav, mu je bila dana vera in od tistega trenutka so prešli vsi dvomi. In je bil trdno usidran v katoliški veri. No, mislim, da to je ena od značilnosti profesorja Rebula in njegovega literarnega opusa. Po drugi strani je tudi, recimo, nekaj, jaz bi ga postavil tudi v ta svet Klodela, Morjaka, Bernanosa, ki imajo tudi vsi nekako kot profesor Rebula eno značilno in skoraj jaz bi rekel kaj bi rekel, se pravi inevitable, kaj je to po slovensko? Neobhodno. Neobhodno, neizogibno tendenco k apologiji. Ne? Rebula je bojevnik. Rebula je vojščak za resnico, za upanje, za smisel, za radost življenja. On se bori za to. In lahko rečem, da so ti pisatelji, francoski pisatelji, ki sem jih omenil, nedvomno tudi ta nota, bi rekel, apologije pozitivnega, bi rekel, življenja v teološki perspektivi, da Rebula pravzaprav postavljam v ta krog katoliških, francoskih katoliških pisateljev. Manj, recimo, je pri njem navzoč to, kar je posebno pri Morjaku zelo opazno, zelo očitno, ne? Boj, recimo, med grehom in milostjo. Tega pri Rebuli ne najdem tako izrazito. Tako da, recimo, ena vrsta katoliških ali sploh francoskih pisateljev, katoliških ali manj katoliških, je pravzaprav ta problematika greha in milosti. Ne? In iz tega seveda veliki romani, kot je Bernanos, kot je Morjak, kot je Julien Green in tako dalje. No, mislim, da pri Rebuli ne najdem tega, bi rekel, tega dramatičnega boja človeka med grehom in milostjo. Ne vem, če se bo strinjal s tem. Ja, lepa hvala. Na nek način mislim, da smo imeli vsi bralci pisatelja Alojzija Rebule ta občutek, da je, zlasti potem pa v Kredu, da veliki trabodur do velike dame, velike gospe ali ljubesni ali krščanske vere, da potem, kot omenjate, je bojevnik, je vitez, kot tisti trubadur, ki ne prenese, da nekdo trdi, da neka druga gospa lepša. Ne? Ja. Tako se mi zdi, da gre tukaj za več kot za... Najlepša je gospa Zora. Da tukaj gre za čisto predanost, ja. Ustvarjajoče duše, srca, pa tudi za njegov velik intelektualni naboj. Bi prišel k temu intelektualnemu naboju, gospod Rebula, bili ste tisti, ki ste v slovenski prostor prinesel misel Jacques Maritaina. Vemo, da ga je že v predvojnih spisih omenjal Janez Janžekovič, ampak samo omenjal. Nikoli ni prišel na vrsto, da bi ga predstavil. Vam je bil Maritain blizu, zanimivo, če ravno njegovi spisi niso poetični, se je zapisal k intelektualni govorici, ampak imamo občutek, da tudi v tej strašni razumski intelektualni govorici
ste vi zasledil tisto lepoto, čistosti resnice, saj potem v svojem zadnjem intervjuju pravite, da je krščanstvo strašno racionalno ali da je krščanstvo polno humanizma. Če nam lahko še rečete, zakaj tolikšno prijateljstvo ali tolikšna naveza ali pa tolikšna intimna povezava z Maritenom, čeprav ga osebno niste nikoli srečali? Torej, moja vera je vsekakor, kot je povedal gospod kardinal, dramatična. Ne toliko v smislu boja med grehom in milostjo, ki ne bi se izražal v moji literaturi, kjer se ne izraža v taki meri kot pri kakšnem morjaku. In to je, za tem stoji tudi neka moje tiho prepričanje, da je v tem boju akter milost, Bog. Milost pa, to je stvar skrivnost, to je stvar misterija. Kako naj pisatelj zdaj tukaj ne razčlenjuje neki misterij. To je tista zadržek, ki me varuje pred tem, da bi jaz šel brskat v kakšne labirinte spreobranjenj pri ljudeh. To je ena reč. Druga reč, da je moj način verovanja, da je apologetičen, to gladko priznam, ker me k temu sili svet, dogajanje sveta, slovenskega in evropskega, ki postaja čedalje bolj poganski.